Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci, spoštovane gospe in gospodje. Veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes nagovorim v imenu Ministrstva za zdravje na drugi nacionalni konferenci obvladovanja nekemičnih zasvojenosti pod naslovom Znanjem do zmernosti. Na Ministrstvu za zdravje področju nekemičnih zasvojenosti v zadnjem obdobju dajemo veliko pozornosti, saj glede na podatke in trende raziskav ter informacij, ki jih prejemamo tudi od strokovnih delavcev na terenu, stanje na tem področju malce zaskrbljujoče. Zadnji podatki nacionalnih raziskav, ki jih bomo tekom dneva tudi slišali, kažejo, da je razširjenost nekemičnih škodljivih vedenj povezanih tako s problematično uporabo interneta, socialnih omrežij, igranja spletnih videoiger in spletnih iger na srečo z leti vse večje. Še posebej skrb vzbujajoče je stanje pri mladih, otrocih in mladostnikih, kjer jih približno 10% poroča o problematični rabi in znakih zasvojenosti tako pri uporabi spletnih socialnih medijev, kot tudi glede igranja spletnih iger. Na Ministrstvu za zdravje v zadnjem letu problematiko naslavljamo celovito in uravnoteženo, tako s strateškimi ukrepi, kot tudi s konkretnimi aktivnostmi, predvsem na znanstvenih podlagah, saj želimo preprečiti škodljive posledice nekemične zasvojenosti in zagotoviti učinkovito obravnavo za tiste, ki se z negativnimi posledicami tovrstnih škodljivih vedenj srečujejo. Področje nekemičnih zasvojenosti je tako kot pomembna vsebina vključena v 2 nacionalna strateška dokumenta. Slišali smo že, da je vključeno v resolucijo o nacionalnem programu za duševno zdravje MIRO in v novi resoluciji o nacionalnem programu na področju prepovedanih drog. Naj posebej omenim tudi 3 zdravstvene programe z področja nekemičnih in digitalnih zasvojenosti, ki delujejo na tem področju. V okviru Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici že nekaj časa uspešno deluje ambulanta za pomoč mladim in starejšim, ki se soočajo s temi težavami. V letošnjem letu pa sta se vzpostavila v okviru uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja 2 nova programa, in sicer za otroke in mladostnike v okviru mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna in za odrasle v okviru psihiatrične bolnišnice Idrija. Oba sta uspešno pričela z delovanjem in je tako že danes aktivno vključenih 26 mladostnikov in 7 odraslih v ta 2 nova programa odvisnosti. Med aktivnostmi ministrstva želim tudi omeniti še sofinanciranje različnih programov nevladnih organizacij z področja osveščanja in konkretne podpore ter obravnave pri problematični rabi digitalnih tehnologij. Z namenom sledenja kakovostnim, na znanstvenih spoznanjih temelječim aktivnostmi smo podprli tudi ciljno raziskovalni projekt z področja nekemičnih zasvojenosti, ki pa je trenutno v začetni fazi izvajanja. Ključno pa je tudi naše aktivno sodelovanje na mednarodni ravni, kjer smo že vključeni v ekspertno skupino za nekemične odvisnosti pri Svetu Evrope v okviru Pompidujeve skupine, ter novim evropskim projektom, v katerem sodeluje že 10 evropskih držav. Tudi v investicijskem projektu Ministrstva za zdravje v okviru načrta za okrevanje odpornost naslovom Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih za obdobje do leta 2026 bomo posebej naslovili nadgradnjo kompetenc strokovnih delavcev zaposlenih v zdravstvu za boljšo zgodnjo identifikacijo in obravnavo nekemičnih zasvojenosti pri populaciji otrok, mladostnikov in mlajših odraslih. Drage kolegice in kolegi, z aktivnostmi, kot je današnja konferenca, želimo soustvarjati pogoje za sodelovanje, za izmenjavo informacij in za kontinuiran znanstveni razvoj tega področja. Zagotoviti želimo pogoje za izvajanje preverjeno učinkovitih preventivnih in vseh drugih programov, tako v zdravstvenem kot v vzgojno-izobraževalnem in socialno-varstvenem sistemu. Naš cilj je vzpostaviti učinkovito koordinacijo in povezovanje vseh deležnikov na področju nekemičnih zasvojenosti ter oblikovanje pogojev za razvoj vseh oblik učinkovitega preprečevanja in obravnave škodljivih vedenj ter zasvojenosti. Duševno zdravje in zdrav življenjski slog pa nista zgolj stvar posameznika,
ampak sta tesno povezana z okoljem, v katerem živimo, torej s širšimi družbenimi dejavniki. Problematična uporaba digitalnih tehnologij pa postaja pomembno javno zdravstveno področje. Zaradi navedenega so se še posebej pomembni dostopni programi krepitve duševnega zdravja in kakovostni preventivni programi. Osredotočiti se moramo na vzpostavljanje telesnemu, duševnemu zdravju naklonjenih okolij, doma, v šolah, na delovnih mestih in drugod. Dobro telesno in duševno zdravje je namreč eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov. Le skupaj bomo zagotovili, da se naši mladi lahko odločajo za zdrave poti in se razvijajo v odrasle, ki ne bodo imeli potrebe po zdravju v škodljivem vedenju, ter se bodo zavedali tveganj, ki jih lahko prinese uporaba digitalnih tehnologij. Zato je današnje srečanje zagotovo odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks, ter vam bo verjetno predstavljalo tudi dodatno spodbudo pri vašem nadaljnjem delu. Želim vam prijeten dan in prijetno druženje. Hvala lepa.